Spoštovane, pozdravljeni v podcastu Omizju na temo zeleni prehod, grožnja ali priložnost. Pod vprašanje, kakšne bodo posledice zelenih regulacij za slovensko industrijo in kam vlagati za uspeh. V Omizju pozdravljam gospod Antonijo Božič Cerar, direktorico službe za okolje, podnebje in energijo na Gospodarski zbornici Slovenije, in gospoda Tomaža Vuka, direktorja Alpacema. Zdaj, protokol je začel malo uradno, ampak smo se dogovorili, da se bomo z vsem dolžnim spoštovanjem vikali pa naslavljali po imenih. Zelo zanimiva tema, bi človek rekel, nekdo tudi, a smo malo na razpotju, čeprav vemo, da narava, pa tudi te človeške družbene okoliščine grozijo, ne, v trendu, ampak kot da smo si vzeli malo časa za predah. Zdaj, v ZDA vemo, kaj se dogaja s to administracijo, celo predsednik Trump ukinja že skoraj narejena polja, vetrnic in tako naprej, se pravi totalno, ne, kot da gre za neko teorijo zarote v ozadju oziroma ne za realno grožnjo. Pri Evropi imam pa saj jaz občutek tako, da politika si želi dvojno, ne, se pravi ohraniti te ambicije, ki so se v preteklosti tudi skozi regulativo nekako vzpostavljale, in bojo počasi prihajajo do implementacije ali pa se majčkeno relaksira. Se pravi, politika si želi dvojno, na drugi strani, kot sem že majčkeno nakazal, se zaveda, da je potrebno zmanjšati administrativna bremena, prihaja tako iz Nemčije in tako naprej, se pravi najbrž ta glas gospodarstva. Predvsem seveda to vprašanje, ali smo lahko mednarodno konkurenčni s takimi zahtevami, ki jih drugi, rečemo, ne sledijo. Zdaj, kar se pa gospodarstva tiče, podjetij, bi pa jaz rekel, da jim je v fokusu predvsem na nek način stroškovni pritisk, ne, se pravi cena energije, cena energentov, dostopnost surovin, regulatorna bremena, ki so velika, ne samo povezana z zelenim prehodom, ampak nasploh. Se pravi, tu je zdaj tisto vprašanje, no, ki na nek način tudi nas v Sloveniji gotovo prizadene oziroma se nas dotika tako ali drugače. Tako da, če dovolite, bi kar z gospod Antonijo začel. Antonija, vi imate to seveda na službo čez, ne, se pravi, ki bedi na tem, ste tudi po naravi zagovornik gospodarstva v eni ali v drugi luči. Lahko je zagovorništvo tudi to, da zagovarjate tak prehod oziroma takšno regulativo, ki, postavljam kot hipotezo, lahko spodbuja inovativnost, odpira nove trge, nove priložnosti, lahko je pa res tudi to kot neke vrste breme. Se pravi, tako za eno tako generalno sliko bi vas mogoče vprašal, kje smo zdaj po vašem vedenju, ali se da ta green premium dosegati pri recimo kupcih, kaj vam podjetja poročajo, ali tega ni, ali se kupci, uporabniki primarno odločamo glede na ceno, ki je običajno, saj v tej fazi tudi tehnološkega razvoja, cenejše na starih tehnologijah kot na novih, ne, se pravi, da ta prehod mogoče ni v redu, ne, kupci pa smo, dejansko večina nas je tako malo stisnenih in moramo gledati na svoje proračune in mnogi seveda izbirajo tiste najcenejše, ne, se pravi, eno tako generalno sliko, Antonija, če vas lahko prosim, kaj bi rekli, pa lahko seveda Slovenijo, mi smo del Evrope tudi, ne, mogoče smo Slovenci, tako kot gledam kdaj še bolj pri kakšnih regulativnih zadevah, bolj papeški od papeža, pa ugotavljamo, da je kaj že v Avstriji lažje kot na primer pri nas, kaj bi rekli? Jaz bi rekla, da se veselim zelenega prehoda z vidika tehnologij, ki se razvijajo in ki so v razvoju. Je pa tako, da se mi zdi, da je okolje sestavni del standardov poslovanja. Da v bistvu jaz ne bi niti izpostavljala, da je nekaj bolj zeleno, manj zeleno, ampak je to enostavno tisti standard, ki ga morajo podjetja doseči. Če nimajo ustreznih tehnologij, kjer dosežejo tiste emisijske vrednosti, ki so določene, ne morejo dobiti dovoljenja. Tako da mislim, da imamo kar en visok nivo tehnologij, ki se stalno dopolnjujemo, ker imamo tudi na ravni Evrope tehnične merila, kaj so to najboljše tehnologije. In te stvari po celi Evropi prehaja po panogah v
okoljevarstvena dovoljenja, ki se morajo obnavljati. Se pravi, vi pravite, da zaradi te regulative zahtevne, ki je zahtevnejša kot kje drugje po svetu, smo tudi tehnološko naprednejši. Gotovo to vpliva na to, da morajo podjetja ves čas spremljati, kaj se dogaja na tehnologijah in vlagati. Je pa problem pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj, ker to traja več let običajno in so to zelo zahtevni dokumenti, te vloge, in v bistvu podjetja včasih povedo, da je lažje razviti nove tehnologije, kot pa dovoljenje dobiti. Mogoče ste dali delno odgovor na moje naslednje vprašanje, namreč, ko gledam to investicijsko vzdušje v Evropi, je pa relativno skromno. Se pravi, nekdo bi rekel, smo v zagonu nekih novih tehnologij, potem bi pričakovali, da bo precej investicij v te nove tehnologije, pa nimamo tega občutka. Zdaj, če bi se že s Kitajsko, da ne grem na ZDA, primerjali, vidimo, da v kakšnih takih ekološko ali pa zelenih zadevah, kot so električni avtomobili, seveda tudi obnovljivih virov energije. Se pravi, jaz vedno pravim, oni dejansko ogromno termoelektrarn odpirajo, hkrati so vodilni tudi na obnovljivih virih energije, tudi tehnološko in tako naprej. Zdaj seveda tista skrb, ki potem prihaja, smo Evropejci res, se pravi, imamo regulativo, ki spodbuja, ki nas bo naredila vsaj dolgoročno konkurenčnejše, ker kratkoročno, če mogoče izzovem, jaz poznam kar nekaj primerov, ko so podjetja, na primer dobavitelji avtomobilske industrije, zelo vlagali skupaj s svojimi partnerji, rečemo z evropskimi avtomobilskimi proizvajalci, v to elektrifikacijo in tako naprej. In so danes zelo na slabem, se pravi, zamujajo in oni, se pravi, ti proizvajalci, nemški, francoski in tako naprej, in seveda preživeti je treba, se pravi, slovenska podjetja imajo pa dejansko nekatera že kar močne izgube z tega naslova, se pravi, ogromno investirali v tehnologijo, ta tehnologija zdaj spi, še ni dala nič od sebe, upamo, da bo mogoče z leti, ki prihajajo, to se kaj spodbudilo, hkrati se bojimo Kitajcev, ki prihajajo tako in drugače, tako da, kaj pravite, ali je ta časovna komponenta prehoda, ker včasih imamo v Evropi občutek, da regulativa je šla, je bilo pa premalo narejenega, mogoče v industrijski politiki, celo Američani, ki so tako nadaljavo, vedno proti posegu države na ta trg, ampak že v prejšnjih mandatih od Obame naprej, zdaj s Trumpom pa sploh, je to čist neko pretirano, najbrž že državno regulirana zadeva, sicer pri njih v obratno stran, se pravi, deloma je to lahko industrijska politika, deloma pa tudi spodbuda po povpraševanju, se pravi, po teh novih izdelkih. Vemo, da Norvežani nekje kupijo 90% novih avtomobilov, ki je električnih, zato ker so cenejši kot klasični, čisto preprosto. In zdaj tu Evropa, po vašem mnenju, pa seveda posledično mi to tudi malo nismo harmonizirali te pristope, ne vem, kot vprašanje. Mislim, da je problem tam, ker je zelo veliko regulative, da je to lahko toga. Na eni strani je to lahko spodbuda, na drugi strani, če je napačno zastavljena, pa v bistvu lahko povzroča težave. Evropa zdaj napoveduje več omnibusov, kjer želi poenostaviti zakonodajo, kar je izredno zahtevna. 40 direktiv nalaga samo na področju okolja podjetjem okoli 110 vrst poročanja. To se je razvilo v zadnjih koliko letih? Velik porast je bil zdaj v zadnjih 5 letih. Je pa napoveden tudi akt o dekarbonizaciji, ravno zdaj jeseni, ki se usmerja na energetsko intenzivno industrijo, kjer naj bi pospešili izdajo okoljevarstvenih in drugih dovoljenj, skupaj z infrastrukturo. Ta infrastruktura naj bi bila širša tudi za lokalne skupnosti okoli teh industrijskih ekosistemov, obnovljivi viri energije in prehod na nove tehnologije. Tako da očitno so že spoznali tudi na evropskem nivoju, da je treba dati tudi podporo temu prehodu. Energetsko intenzivna industrija na nek način zelo zanimiva. V Evropi kot, veste, tisto samo ne na mojem dvorišču. Ja, vse rabimo, aluminij rabimo, to samo ne na mojem dvorišču. In zdaj to, če cela Evropa to reče, je lahko malo kritično. Če samo Slovenci
ne, okay, če govorimo z evropske perspektive, ampak ta vidik, ne, je na nek način skuša naslavljati, ne, niso samo to problemi. V Evropi visoka energetska je dejansko ključen problem visoke cene energentov, ki pa so od geostrateških do kakšnih drugih vidikov, no, ki smo jih zanemarjali verjetno. Ne. In to so pa ti kratkoročni, ne, se pravi, jaz si predstavljam, zdaj bomo šli še na gospoda Vuka, to so pa te kratkoročne stvari, ki jih moraš ti preživeti, ko seveda dnevno tvoja stroškovna cena določenih stvari ne prenese, ne, in ko prideš tisti limit, ne, donosnega poslovanja, se začenjajo zapiranje in tega smo v Sloveniji že tudi dosti videli. No. Gospod Vuk, če vas izzovam, ne, zdaj seveda nekatere stvari so v tem zelenem prehodu tako dolgoročno usmerjene, ne, ne bomo več plastičnih vrečk uporabljali in tako naprej, pa druge vire energije. Vi ste pa kot naslednik Salonita iz Anhovega dejansko obremenjeni, ne, s to zgodbo in je na nek način kratkoročna. Ne. Vi se tako rekoč vsakodnevno verjetno soočate ne samo z regulativo, ampak tudi z lokalno skupnostjo, ne, ki je imela tako na tej človeški plati zelo merljive, težke posledice, žal. Pa seveda tudi z vidika okoljskega vpliva, ki je, jaz vedno rečem, imamo, ko se peljem po najlepši dolini v Evropi, po mojem prepričanju, zelo na začetku že vidim vaša postrojenja, ne, narejena takrat, ko so pač bila. Ne. In zdaj seveda vi imate tako kratkoročno, ne, se na nek način borite za obstoj. Jaz nedvomno verjamem, seveda rabimo cement, ne, in tudi ga bomo v prihodnje, pa še kaj drugega, če se hočemo razvijati. Ampak res na našem dvorišču, ne, in tako naprej. Ne. Zdaj, vi imate ta vidik, kako vi gledate to, ne. Hkrati se borite seveda za neko preživetje, ne, pa neko stabilno okolje, verjamem, da tudi to rabite, ne, da se boste razvijali. Hkrati pa seveda tudi obljubljate, ne, nekje sem prebral, da bo do leta 2035 cement proizveden ogljično nevtralno, ne, pri vas. Tako da vas majčkeno izzivam, no, kako vi gledate na to. Če začnem mogoče pri tem vprašanju, ki je gospa Tončka tudi naslavljala, zakaj, ali pa ste vi vprašali, zakaj Evropa mogoče malo zaostaja za tem, da nimamo tega, bi rekel, velikega investicijskega cikla, ne, ki bi bil nujen. Ne, za nove tehnologije. Če hočemo priti do leta 2050 res do brezogljične družbe, ne, pač ni veliko časa, ne, 25 let, če vemo, da v Evropi je 3 do 7 let rabiš za to, da neko dovoljenje dobiš, ne. S tem tempom bomo mi zelo težko dejansko udejanjili te cilje, ne. To je en problem, da imamo pač to administrativno breme, ali pa ne vem, nekako se mi zdi, da za ambicije, ki jih imamo v Evropi, smo prepočasni. Na drugi strani imamo en velik del te tranzicije povezan z tranzicijo rabe virov energije, ne. Do zdaj smo kot družba sloneli na fosilnih virih, zdaj bo treba iti na obnovljive vire, ne. In tukaj je že spet vprašanje tudi, ali v Evropi ustvarjamo infrastrukturo zato, da bomo lahko prišli do konkurenčnih cen obnovljivih virov energije. Potem imamo pa še to, da imamo vsak ima neko, razen pač čist startupi, vsak od teh podjetij, ki bi se morali transformirati, ne, imamo tudi neko zgodovino, ne, in se soočamo s tem vprašanjem, ali okolje želi imeti tako industrijo pri sebi. In ta del, ne, se mi zdi, da pač s to kompleksnostjo družbe in s tem, ker na nek način smo deindustrializirali že v veliki meri, pač, pa velik del populacije ni več zaposlen v industriji, ne. Pol tudi stika nimamo z industrijo, ne poznamo jo tako dobro, kot smo v preteklosti poznali. Nismo več toliko odvisni pač od nekih velikih družb, ki zaposlujejo. In to vse poraja cel kup vprašanj in neko potrebo po tem, da se v nekem prostoru dogovorimo, kaj želimo in na kakšen način želimo tak prostor razvijati, ne.
In to so tudi naše vprašanja. Ne. Mi se pač zdaj intenzivno z lokalno skupnostjo in tudi z državo pogovarjamo o tem, kakšna so pričakovanja različnih deležnikov, ne, in poskušamo pojasniti, kje mi vidimo priložnosti, ne, zakaj je dobro, da je taka industrija, kot je naša, lokalno prisotna. Zdaj, če bomo hoteli pač vse te dileme razrešiti, ne, to vse terja relativno dosti časa, ker imaš, bi rekel, cel kup različnih deležnikov, ne, vsak ima svoje predstave o tem, kaj bi si tam v tem prostoru želel, ne, in te diskusije ne grejo hitro, ne, se pravi, nek čas bomo morali tudi za to rezervirati, ne. Zdaj, če se vrnem pa k temu vprašanju, kako z zelenim prehodom, ne, jaz tudi na evropski ravni opažam, da mogoče se preveč ukvarjamo z postavljanjem ciljev, ne, in definiramo, kam bi radi prišli, in premalo s tem, kako do tja priti, ne. Ker to, kako do tja priti, bo moralo vključevati tudi diskusijo z vsemi deležniki v Evropi in na lokalnem nivoju, bomo morali se poenotiti, ne, ker samo če bomo pravzaprav vsi stremeli in delali v neko smer, lahko hitro naredimo transformacijo. Če te diskusije ne opravimo, ne, bo prej ali slej prišlo do konfliktov nekih interesov, ki bojo zavirale te prehode, ne. Recimo, če vzamem, prej sem omenil energijo, ne vem, en velik korak, ki bi ga bilo potrebno narediti, je elektrifikacija vseh področij, kjer se to da narediti. Samo zato rabimo stabilno omrežje. Če hočemo imeti stabilno omrežje, treba to umestiti v prostor, potem je treba dobiti soglasje vseh, preko katerih te povezave grejo, ne. Tudi meddržavne sporazume, ker ni dovolj, da v neki državi imamo dobro omrežje, moramo biti povezani z ostalimi, zato da lahko pravzaprav izkoristimo sinergije, ne. In na drugi strani tudi, kar jaz vidim kot en problem, ne, ker že iz pozicije Evropske komisije včasih z različnih direktoratov, ne, dobivamo neusklajene signale o tem, kaj pravzaprav in kako si predstavljajo narediti ta prehod. Se pravi, zdi se mi, da bi morali na tem delu nekega leadershipa, ne, zelenega prehoda veliko več narediti, tako na nivoju Evrope, kot tudi lokalno. Politični leadership. Ja, usklajevanje vseh interesov. Ja, zato je poklicana politika. Ne, zato je poklicana politika in potem tudi ustvarjanje nekih poti, tudi s temi vmesnimi fazami, ker morda je pa smiselno v nekem vmesnem času tudi premog še bolj uporabljati, zato da pridemo hitreje do cilja, kamor bi želeli. Kot na primer Kitajci, ne. In tukaj se mi zdi, da je pravzaprav na nek način, ne, ta naša sedanja težava, ne, te, bi rekel, težke zgodovine in potreba po tem, da se v lokalni skupnosti najprej dogovorimo, ali je mesto za cementarno in kako bomo pač uredili razmerja oziroma življenje tle v tem prostoru, je mogoče celo priložnost, ne, morda smo pa bili potisnjeni v to, da se začnemo o tem pogovarjati, ne, in nam bo to v naslednjih korakih koristilo. Zelo zanimivo plastično ste razložili ta izziv, ne, ker predvsem mi odzvanja to, kar ste rekli, če dalje manj ljudi živi dejansko v lokalni skupnosti, saj od dela pri vas, ne. In seveda potem je precej težje tudi podporo v lokalni skupnosti dobiti, ste na nek način moteč faktor, ne, v nekem smislu, ne. Po drugi strani pa izjemno pomembni, ne, se pravi, tudi v tem radiusu si jaz predstavljam, to vi bolj poznate, ne, imeti cementarno izjemno pomembno. Vsi gradimo hiše, ceste, ne vem, karkoli že, ne, in je zdaj seveda tisto vprašanje, ja, v redu, samo ne pri meni, ne, kje pa, ne. Zdaj seveda, vi imate neko pozicijo zgodovinsko, ne, in jaz v nekem upanju, da se bo neko soglasje, ne, tudi zaupanje lokalne skupnosti, ki je bilo v preteklosti porušeno, pa še zdaj tako, kot sem malo spremljam, ne, seveda pravičeno bi jaz rekel, dvomijo, ne, v kakšne vaše, ali so to izmere ali karkoli, pa vprašanja sežiga, vprašanje energentov, ki prihajajo, ki odhajajo in tako naprej, ne, se pravi, en kup tega
nezaupanja, ki je nasploh značilno v slovenski družbi, če bi se primerjali s skandinavskimi, ne, ker ljudje enostavno ne zaupajo, ne, in je to, kot ste nakazali, velik izziv za vse skupaj nas, da na nek način prepričamo, ne, s plusi in minusi vse ljudi, ki smo tu na nek način udeleženi, so udeleženi. No, mogoče, če bi sem tle, ki ste dal lepo istočnico, ne, se mi zdi vredno tukaj nadaljevati. Ne. Jaz mislim, če se pa zdaj sfokusiramo bolj na slovenski prostor, ne, se mi zdi to vprašanje zaupanja pa izredno pomembno. Ne. Ker pri takih transformacijah, kot si jo zamišlja Evropa, ne, to pomeni, da je treba popolnoma spremeniti družbo, ne, če ne dosežemo nekega soglasja, s katerimi koraki bomo do tja prišli. Ne, delitev bremen, razporeditev. Delitev bremen, ampak tudi čisto konkretni koraki. Ne. In zdaj vsak korak bo morda nekoga zmotil. Ne. In če si ne zaupamo med sabo, ne, potem bomo vklopili vse obrambne mehanizme za to, da dejansko ne, ali da preverjamo v nedogled, ali pa da blokiramo neke stvari, ne, zmeri bomo proti. Ne. In meni se zdi, da v tem današnjem času, ko vidimo, se blazno hitro razvija, ne, mislim, ne samo tehnološko, ne, tudi pač razmerja različnih velesil se spreminjajo, ne, pač cel kup je negotovosti okrog nas, ne, je ta stopnja zaupanja v neki skupnosti, ne, zato da lahko naredi ustrezne korake, zato se temu prilagodi, ne, po mojem, ena od najbolj pomembnih zadev oziroma eden od najbolj omejujočih faktorjev za izvesti ta prehod. Ne. In meni se zdi, da bi dejansko morali spet se vrniti k politiki, ampak tudi vsak od nas, ki je pač del te družbe, ne, skrbeti za to, da zaupanje gradimo. Ne. S transparentnostjo, s tem, da dejansko delamo prave stvari, da tisto, kar obljubimo, tudi naredimo, ne, ker na ta način, ne, bomo prišli do veliko bolj agilne družbe. Bom izkoristil to istočnico za Antonijo, no, ker vi ste mogoče dostop gospodarstva tudi do politike, seveda, ne, se pravi, eno tako generalno vprašanje. Kaj v luči tega, kar je zdajle bilo rečeno, no, kar je rekel Tomaž, manjka oziroma bi bilo potrebno narediti v Sloveniji, ne, ker izhodišče je slabo. No, mi smo družba nezaupanja, tudi ko se pogovarjamo, naprimer delodajalci, delojemalci, je vedno neka pogajanje konfrontacij, ne, se pravi vsak na svojem, potem pa po tekem starem, zastarelem, klasično bomo nekje na sredini končali. Razvojne koalicije se dejansko gradijo drugače, ne, seveda z vso transparentnostjo, z nekim začetnim zaupanjem, pri nas umanjka pogosto, in pa seveda z nekim pravim, ne, poštenim dialogom, ki pripelje potem tudi do izpolnjevanja nekih obljub na vseh straneh, ki so v tem času dane. Ne. Prav, to je res velik izziv za politiko. Političen proces ima izjemno pomembno vlogo. Jaz vidim, da seveda Tomaž se zaveda tega, ne, verjamem pa tudi, po tebi povedal, da on tega sam ne more narediti. Ne. Izjemno težko. Ne. Se pravi, kje tle gospodarska zbornica pomaga takim primerom, ki ni edini, ne, oziroma kje vi vidite to, ali pa ne vidite tega sodelovanja s politiko, da bi se zavedala kompleksnosti tega prehoda, no, kaj bi bil zelo lahko popisan, pa ste ga vi tudi prej naslovili, ker to je najlažje, jaz pravim, ne, pa še to istočnico, oziroma vi ste rekli, Evropa si je zadale za cilje, zdaj pa delite, mi bomo neke regulatorne mehanizme, nagrade, kaznovanja, razni kuponi in tako naprej, to je najlažje, ne. Jaz včasih se šalim, pa rečem, to znam moj mladoleten sin narediti, ne. Ampak narediti pa družbo, ki je dinamična, ki se giblje, ki je na nek način moderirana v zelo različnih interesih, to pa najbrž ne zna vsak, ne, in zato plačamo politiko evropsko, slovensko, da bi to znala, ne, zdaj mogoče te istočnice, ker se pa z vami čisto strinjam, ne, najbrž vi ste bliže zavezani za ESRS standarde poročanja letos? Ne, še. Ja, ampak kakorkoli, zdaj se bo to malo najbrž spremljate umiljalo, ampak ne glede na to, no, se pravi samo, ker moja izkušnja s podjetji, ki so že bila, da so mogoče v preteklih letih so se zelo aktivnostih pogovarjali, zadnje leto, dve, ko so se začeli pripravljati, so pa samo še zaposlovali ljudi za poročanje, ukvarjanje z zunanjimi revizorji, kaj bo šlo skozi, kaj ne, raznimi študijami, ki so bila velika tudi megla, zato da so revizorji kljukali, ne, se pravi, bilo
moje opažanje na nek način, bom rekel, subjektivno v sodelovanju s podjetji, kontraproduktivno. No? Tako da mogoče pa sem dal veliko nekih istočnic, kot Antonija, kar pač želite, ampak ta vidik, kako organizirati to družbo za ta prehod, to je Tomaž zdaj zelo lepo rekel, no? Mislim, da svojega in absolutno se lahko strinjamo, ne? Je pa to težko, ne? Težek izziv. Opažamo, da pri zelenem prehodu in vsem tem poročanju je veliko besed, zeleni prehod bo pa fizični prehod. In zaradi tega moramo v bistvu delati skupaj. Industrijska politika govori o industrijskem ekosistemu, kjer v bistvu večje energetsko intenzivne, predvsem, ker imajo največjo možnost oziroma vpliv na širše razogljičenje, z novimi tehnologijami potegnejo za sabo tudi srednja in mala podjetja, ampak ker je tukaj tudi infrastruktura zadaj, ki bo pomembna za širšo družbo, jaz mislim, da je to družbeni ekosistem, kjer v bistvu vsi lahko nekaj dobimo od tega napredka. Se pravi, bi moral biti dojet kot win-win, se pravi, vsi zmagamo ali vsi izgubimo. Ampak tega dojemanja najbrž ni še, ali ga je premalo. Ali... V bistvu zelo veliko je besed, mislim, da se premalo, tako kot je Tomaž prej povedal, premalo se pogovarjamo o tem, kako bomo to naredili. In meni bi bilo žal, da izgubimo te priložnosti, ki se pa vseeno kažejo zdaj z razvojem novih tehnologij. Omenili ste industrijsko politiko, pa je to lahko seveda evropska, zdaj v novi finančni perspektivi se mi zdi bo bolj centralizirana, saj o tem se govori. Se pravi, konkurenčnost se bo bolj centralizirano naslavljala, kot se je do zdaj. Vprašanje, kako bomo v tej centralizirani vseevropski zgodbi kot mali zraven prihajati, tako da izzivi bojo precej drugačni. Ampak najbrž je res, da mora Evropa majčkeno bolj centralizirano voditi, če govorimo o grožnjah ZDA, pa Kitajske, pa vse bolj Indije in tako naprej. Kje bomo tu mi kot Slovenija znotraj EU, je še seveda zelo pomembno vprašanje, ampak kaj bi rekli, kaj zdaj seveda bolj mogoče z vidika Slovenije, a imate občutek, da vse te strategije, ki Slovenija ogromno tudi razvojnih dokumentov na to temo, ali je to res bolj kot ne mrtva črka na papirju, ali dejansko čutijo podjetja neke vrste, ne bom rekel sam kot neko deljenje zastonj denarja, ampak res tisto gotovost, pravo smernico. Omenjen je bil problem dovoljenja za nove tehnologije, kjer seveda vsako leto zamude je zelo težko nadomestiti. Tako da kaj je zdaj tisto, kar moje osnovno vprašanje je v vašem odnosu zagovornika gospodarstva do vlade. Kaj bi morali tu izpostaviti, oziroma kje ta diskusija ne teče, da bi bila bolj akcijska, mislim, da bi se bolj v aktivnostih poznali. Mi vidimo eno rešitev, ker je treba gledati na evropski prostor skupaj, je treba harmonizirati te predpise na ravni Evrope. Se pravi, predvsem z vidika implementacije v lokalno zakonodajo, če vas prav razumem? Tudi, ja. V bistvu je treba gledati, da so predpisi razumljivi, enostavni, kar vedno niso. Zadnje čase so tudi zelo tehnični in nisem vedno prepričana, da pri nastajanju teh predpisov, ki so tehnični, da so dobili vse te podatke, ki so bili potrebni za njihov nastanek, zato da jih je lažje izvajati. Ker že prej ste sami omenili, da v bistvu je zelo veliko poročanja. Podjetja so mi povedala, da namesto, da bi se ukvarjali z razvojnimi izzivi, gledajo, kakšne bojo podatke dobili. V bistvu ljudje so obremenjeni s tem, saj tisti, ki imajo ta velika poročila, da zbirajo te podatke, da jih preverjajo, da je sledljivo za temi podatki, kar je kar ena velika naloga, ker če so ti podatki napačni, v bistvu tudi sebe spravijo v slabo luč. Seveda. Tlej na nek način bi jaz rekel, smo imeli malo sreče, da podobno razmišljajo tudi naprimer nemški gospodarstveniki in so preko novega
kanclerja Merca, no, so ena prvih, moj Blaž, ko je kandidiral, da skuša to poenostaviti. Ne. Hkrati pa seveda, saj dikcija, kot sem rekel na začetku, je ne, da gremo stran, ne, ampak od tega. Ta zeleni prehod se mogel, tudi vaju sem razumel, veliko bolj intenzivno dogajati v praksi. Zdaj se pa ukvarjamo ali z poročanjem, ali z dovoljenjem, ali karkoli. Jaz sem začel tudi s tem, kako hudiča z vsemi temi smernicami, ni več investicij, ni več investicijskega ciklusa v teh smernicah. In sta mi zdaj že zelo lepo odgovorila, ne? Se ni neke gotovosti, se ni neke varnosti. Nekateri pravijo tudi to, da zdaj mogoče popuščamo z regulativo, ni dober signal, ne? Ker regulativa mora biti od samega začetka dobra. Ne? Se pravi, da se ljudje znajo zagnati in vedeti, da bojo to znotraj tega 20-30 let delali, ne pa da se nenehno neki naprej, nazaj in tako naprej. V osnovi bi jaz rekel, da je očitno bila ta tudi SRS, pa še kakšne druge, ki prihajajo zdaj, ne, na nek način slabo zastavljena, ne, preveč administrativno, nepotrebno, birokratska in tako naprej. Ne, in to je mogoče en teh večjih, Tomaž, ste hotel neki... Ne, sem mogoče hotel to povedati, ne, da eno je pač napisati neko zakonodajo, ki je dovolj enostavna, da začnemo to implementirati, ne? Ampak se mi zdi, ob tem, ko pač to pot na nek način trasiramo, ne? Bi morali gotovo več narediti tudi na tem, da je javnost seznanjena, kaj ta zeleni prehod pomeni. Ne? Katere korake bomo imeli. Ne? Jaz sem bil pred kratkim na eni diskusiji, kjer so bili predstavniki evropske industrije, cementne, pa predstavniki komisije, pa še neke druge organizacije. Ne? In je bila diskusija o tem, zakaj se ta zajem ogljika in skladiščenje ne zgodi bolj hitro. Ne? In na eni strani smo imeli ljudi, ki so imeli praktično izkušnjo s tem, da enostavno ne moreš ti priti tam, kjer je neka možnost, da narediš vrtino in skladiščiš in to, kar narediti, ne? Ker se moraš zmeniti s tistim lokalnim prostorom, da je za njih to sprejemljivo. Ne? In to pač je nek proces. Ne? Na drugi strani mogoče ta, bi rekel, politični del, ne, iz komisije, ne, ki te neposredne izkušnje, kako je pridobiti neko dovoljenje za nekam eno stvar postaviti, nima, ne, nekako niso uspeli razumeti, kaj je tle problem. Ne. In tle se mi zdi, da bi morali najprej več narediti na tem, da se ljudi ozavesti, ne, o tem, kaj to pomeni. Na drugi strani, da se sproži vse te diskusije v tistih prostorih, kjer je potrebno neko soglasje. Ne? In prav tako je pomembno, da se slišimo drugega, ne? Da recimo nekdo v Bruslju, ne, razume, da ima nekdo v Sloveniji, ne, težavo postaviti vrtino za skladiščenje CO2, ki je pravzaprav po naši zakonodaji v tem trenutku prepovedana. Ne? Zdaj, en drug tak primer je, ker sem tudi bil na enem kongresu, kjer sem srečal enega profesorja iz ene družboslovne univerze v Berlinu, ne, ki je prišel na inženirski kongres in sem vprašal, zakaj je tja prišel. Rekel, zato, ko ugotavljamo, ne, da se ne razumemo drugega. Ne. In oni so zdaj sistematično začeli hoditi, ne, na te različne pač, dogodke, ki jih prirejamo inženirji, zato, da začenjajo razumeti, da ni zdaj nek odpor inženirjev proti temu prehodu, ampak da so dejanske težave, ne? Da ni nekaj, kar si morda narisal na papir, ne možno že kar jutri tudi postaviti. In teh aktivnosti bi bilo potrebno dosti več, zato da bi potem na koncu prišli do takih načrtov izvedbe, ki bi bili izvedljivi. Ne? Ki bi upoštevali vse vidike, ki jih moramo upoštevati, zato da na koncu izvedemo nek projekt. Ne? Ker na to temo, no, jaz seveda SRS standardi, da so različna mnenja, že tudi čustva, ampak ena od stvari, ki sem jaz kot zelo pozitivno dojel, je bilo, da jaz tudi študentom in generalno rečem, mi smo v Evropi takrat s temi standardi uzakonili deležniški kapitalizem. To pomeni, da ni fokus samo na interesih delničarjev, lastnikov, ampak dejansko
pripeljemo noter tudi s poročanjem interese, ki jih je treba upoštevati vseh deležnikov. In pa sta z vajne perspektive gospodarstvenikov, nujno je, se drugače sploh ne moremo narediti prehoda. Ampak tisto, kamor smo mi v nadaljevanju, to sem se jaz strašil že na samem začetku, ko so pozvali v to zgodbo seveda kontrolorje, zunanje revizorje, da bo fokus na ciljih, kazalnikih, ki bodo nerazumljivi, ki ne vem kaj še bojo, nerazumljivi tudi za drugo stran, druge deležnike. Veste, mi beremo so okoljska gibanja, sem jaz in tako naprej. Ne? In jaz sem živel v veri, seveda bojo tudi letna poročila taka, da bom res razumel, zakaj gre tako, kot ste vi rekel, da bom razumel, zakaj ni. Da bo noter pisalo, mi smo to hoteli, samo je država proti, ni bilo tistega tretjega. Se pravi, sem rekel, bomo začeli letna poročila brati, ker bo mala kriminalka, oziroma da bojo dejansko pisali noter. Zdaj pa seveda to postaja neki fokusirano, vi ste rekli, na neke cilje, kazalnike, ki jih noben ne razume, ker v zadju so revizori, ki hočejo za čim manj odgovarjati, neki klukajo in tako naprej. Se pravi, smo tu neko dobre namene, dobro idejo zapeljali v malo napačno smer. Če s temi omnibusi smemo upati, da se bo zapeljala v to konstruktivno smer, se pravi, da bomo ohranili tisto deležniški vidik, pogovarjati se, politika ne odigra svojo vlogo, gremo v aktivnosti, ne. Kazalniki, cilji bojo sledili, če bomo delali. Če pa ne bomo delali, pa ne bodo sledili. In vi ste rekli, delamo pa ne, zaradi razlik. Vse delamo, ne? Ampak ne toliko, kar bi morali delati. Ne? In to se mi zdi tista ključno, tudi sporočilo tega, kar sta vi zdaj rekli. Ampak mogoče, če vas še malo smem izvati, Tomaž, omenjali ste energente, ki jih seveda, in iz vaših logov sem slišal ogromno teh novotehnoloških, vi ste rekli, zajem, oglika, seveda tudi na temo vodika sem slišal, tudi iz vaše doline, ene zgodbe so bile, da bi bila to vodikova dolina, pa sodelovanje z Italijani in tako naprej. Vi ste tudi inženir, če se ne motim, ker včasih mi, ekonomisti, družboslovci, znamo hitro kaj nakladati, pa kot ste rekli, ne razumemo, da je za nekaj potrebno ali čas, ali pa tudi še nekaj do konca razviti. Se pravi, kaj bi rekel, koliko je tega, da se pomiri nekaj, ne bomo imeli več nekih ogljičnih energentov, če govorimo tudi, vi ste visoko energetsko intenzivno. Kaj pomeni mogoče tudi še to sosežig, tu ste imeli kar precej dilemov, če mogoče kakšno stvar tu na temo energije, ki je pa elektrika je, seveda viri bojo različni, od OVE do, ne vem, sežiga, ne vem česa, elektrika je, to vemo vsi, tu ste rekli, distribucijo z vsem so izzivi, ampak viri, taki, da bojo konkurenčni, v Evropi plačujemo predrage energente, pa taki, da bojo tudi strateško. Zdaj smo na tem, da ne bomo odvisni od nekih autokratskih režimov. Kaj bi rekel? Kje je tle, mogoče kot inženir, da ne bom jaz sanjal kot ekonomist? Mislim, tako je, pač tudi, če najprej povem to, da tudi kot inženir, si zmeri inženirane stroke in če hočeš nek projekt izvesti, rabiš cel kup drugih inženirjev, da ti povejo, kako se neke stvari naredi. In enako je sodelovanje. In zdaj, bolj ko gremo v kompleksne probleme, več sodelovanja rabimo, ker več vidikov je, ki jih je treba vzeti zakup in tlele, se mi zdi, da kot družba bomo morali razviti ali pa dati več poudarka na to, da se naučimo sodelovati, da razvijemo pač način, kako priti do konsenza ali pa do nekih kompromisov, ki so nujni zmeri. Tako da to je sigurno ena stvar, ki bi se mi zdi tako, če grem strateško, za neko družbo, recimo za slovensko družbo, mi bi morali na tem začeti delati veliko bolj intenzivno, ker vsi izzivi pač prihodnosti, jaz jih vidim, da bojo bolj kompleksni, to pomeni več sodelovanja. Zdaj na drugi strani energija, zlasti pri proizvodnji materialov. In materiale bomo rabili, tudi v zeleni družbi bomo rabili materiale, vsi materiali imajo pač neko ugrajeno energijo. Pravzaprav najbolj bistvena stvar pri proizvodnji materialov je, koliko energije za to porabimo, pa kakšna je ta energija. In zato se mi zdi, da stališča Evrope, če hočemo, da bo ta zeleni prehod res izveden, bomo morali si zagotoviti dovolj konkurenčne vire obnovljive energije v Evropi. Že zdaj je pač energija pri nas dražja. V našem primeru, recimo, če želimo priti do brezogljičnega cementa ali pa ogljično nevtralnega, bomo rabili 2 do 3 krat več energije, kot jo porabimo danes.
In tudi, če uvedemo ta border adjustment mehanizem, ne, če bo naš konkurent v Afriki imel cenejšo energijo, ne, bo ta zeleni cement pri njih cenejši. Ne. Pa morda bo tudi hitreje to naredil, zato ker bo postopek do dovoljenja krajši. Ne. Se pravi, tudi o tem moramo razmišljati. Ne. Ni dovolj, da pač ustvarimo neke mehanizme obrambe Evrope, je treba tudi razmišljati, da mi dejansko moramo biti konkurenčni na globalnem trgu na koncu s temi produkti. Ne. Zdaj, v našem primeru, pri nas je 80% energije je toplotne energije za pečenje klinkerja, 20% je električne energije za mletja in tako naprej. In mi smo si naredili nek načrt, kaj moramo narediti za to, da uporabimo vse razvite tehnologije, da znižujemo porabo energije in da znižujemo tudi CO2 emisije. Ne. In smo v resnici v zadnjih 20 letih veliko naredili na tehnološkem razvoju, zato da smo danes med tistimi cementarnami v Evropi, ki imajo na enoto proizvoda cementa najnižje porabe energije in emisij CO2. In to je ena naših najbolj ključnih konkurenčnih prednosti. Ker zdaj z trgovanjem s CO2 to pomeni tudi ekonomsko prednost. Ne. In v tem pogledu je ta prehod iz uporabe fosilnih goriv na neka druga goriva, v idealnem primeru na koncu na neko obnovljivo gorivo, recimo neko biomaso, ki se lahko obnavlja, ključen. In ta sosežig je del tega prehoda, kjer mi pač uporabljamo selekcionirane frakcije odpadkov, od katerih je zdaj v našem primeru v tem miksu nekje 40% ogljika že biološkega porekla. In na ta način znižujemo emisije CO2, hkrati pa rešujemo nek problem tistih odpadkov, ki se jih ne da reciklirati ali pa jih ni smiselno reciklirati v tem. Tu poznamo v Sloveniji širšo zgodbo sežiga v Ljubljani, Mariboru in tako naprej. In tu se mi zdi spet pristopamo na način nesodelovanja, nezaupanja. Ne? Se pravi, da mogoče bomo naredili že sežigalnice, ki jih bomo na koncu ne poslali v zagon. Ne? To je tudi ena pač. Zdaj, mogoče tudi to, zlasti zaradi tega, ker je cement in beton sta najbolj ključna gradbena materiala, tudi glede na vloženo energijo, recimo povem sem to, v Evropskem stavbnem fondu je približno 50% mase je beton. Predstavlja pa zgolj 15% ugrajene energije in tudi 15% emisij CO2. Se pravi, takih količinah ga uporabljamo, zato ker ima neke izrazite prednosti. Če smem vprašati, je to manj kot les? To je, če se primerjamo čisto z neobdelanim lesom več. Če vzamemo pa lepljen les, smo pa tam nekje. In zdaj, če bi mi enkrat, ko bomo uspeli narediti to ogljično nevtralno, pol bo dejansko ne bo nobene prednosti lesa več. V tem smislu. Ja. Mečka nas že preganja. Antonija, imate vi mogoče še kakšen stavek na koncu na tole diskusijo, ki smo jo imeli z vašega vidika? Ker mislim, da sta zelo lepo izpostavila oba neki, se pravi, sposobnost družbe kot celote, ne mislim samo zdaj politiko, vi ste izpostavili različnih inženirskih, družboslovnih, humanističnih tudi, ne smemo pozabiti, ker tu govorimo o percepcijah ljudi, emocijah in tako naprej. Se pravi, če se res ne povežemo, če ne sodelujemo, tudi zaupanja ni in obratno. Zelo težko je iz osnove, to je res prepleteno iz osnove nezaupanja, ker ne verjamemo nobenemu, tudi niti stroki, kaj še politikom, je to res težko. Zato jaz pravim, da družbe, ki se razvijajo v pozitivnem smislu razvoja, temeljijo na visoki stopnji zaupanja. Zato ni presenetljivo, da v Evropi, tudi če se bi primerjali z ZDA, v smislu tega gospodarskega, ožjega vidika konkurenčnosti, prednjačijo skandinavske države, ker imajo visoko stopnjo zaupanja. Tako da
To je pa, upam, da bomo hitrejši pri tem naslavljanju v Evropi nasploh, pa tudi seveda v Sloveniji, ki nimamo tako dobrega izhodišča. Tako da jaz bi se vama zahvalil za to zanimivo diskusijo. Upam, da smo dali pravo sporočilo tistim, ki odločajo oziroma odločate v teh zadevah. Hvala lepa.